CT200H je edini Lexus s prednjim pogonom in prvi avtomobil te znamke, ki spada v spodnji srednji razred. Tule spodaj se skriva pogonski sklop, ki so si ga sposodili pri Priusu, in če je Prius zanimiv samo zaradi hibridnega sistema, ostalo pa je malce bolj mlačno, je CT njegovo pravo nasprotje. Zanimiva je že njegova zunanjost. Samo pogledajte ga, sem prepričan, da so te linije dovolj simpatične, da bo CT na cesti kar lepil poglede nase. Sploh v tej barvi. Ampak bolj kot zunanjost vas bo pozitivno presenetila notranjost. V tej se sedi kot v kokpitu kakšnega letala s tem visokim osrednjim delom. Sedeža sicer ponujata malce premalo bočnega oprijema, sta pa zelo udobna. Volan prijetno debel. Všeč mi je tudi tale miška, ki jo poznam že iz RX-a. Ne vem pa, kaj v avtomobilu takšnega kova delajo stikala za stekla iz Yarisa, niti ne vem, zakaj smerniki ne znajo trikrat utripniti. Kupcem premium vozil prostornost ni nikoli v prvem planu, zato vas ne bi smelo preveč motiti, da je prtljažnik majhen, ker del njegove prostornine zajemajo baterije. Tudi na zadnji klopi tisti višji potniki ne boste deležni prostorskega udobja, a tako pač v tem segmentu je. Boste pa vozniki navdušeni nad dinamičnim karakterjem tega avtomobila. Pravzaprav je njegova edina težava motor. Sicer je lahko zelo varčen in v mestu porabi manj kot 5 litrov, na testu je zaradi precejšnjega dela vožnje po avtocesti poraba zrasla na 6 litrov in tudi dokaj spodobno potegne. Zgolj na elektriko se lahko vozite s hitrostjo do 60 km/h in tudi kar precej daleč, kar je odlično pri mestnih vožnjah, kjer CT pri porabi premaga vsakega dizla. Ampak ker je podvozje CT-ja bolj uravnoteženo od tehtnice in ker volan med vožnjo postreže z več informacijami kot voditelj v dnevnih poročilih, je moči enostavno premalo. Hitra vožnja je pravi užitek, avtomobil se res lepo pelje in takrat nesuverena pospeševanja enostavno pokvarijo užitek. Pa še ta brezstopenjski menjalnik, zaradi katerega se motor dere. Glavno vprašanje je seveda, ali je CT200H dostojen tekmec Audi A3 in BMW-jevi Nici. Kratek odgovor je, vendar morate malce preklopiti v mišljenju, saj CT igra predvsem na ekološko noto in je pri tem tudi zelo dober. Počutje v notranjosti torej bo enako kot pri tekmecih, vozne lastnosti tudi, zmogljivosti pa ne. Zato pa jih bo posekal še v porabi in izpustih. Pa konec koncev tudi v ceni, ki je dokaj sprejemljiva. 35 000 evrov sicer ni malo, je pa manj od podobno opremljenih nemških tekmecev.